Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V tokratni epizodi je moj gost Rok Pirnat, ustanovitelj in direktor podjetja B2BI, vodilnega na področju peljave in optimizacije poslovne analitike v podjetjih. Je tudi predavatelj na B2 Visoki šoli za poslovne vede in pa voditelj podcasta Bin Rumeni stol. Vabim vas, da prisluhnete najinemu pogovoru o poslovni analitiki in inovacijah. Rok, lepo pozdravljen. Živijo, zdravo. Jaz sem si nekako vodko zamislil, da ti seveda izrečem eno dobrodošlico. Zdaj pa glede na to, da imaš svoj podcast Bin Rumeni stol, dobrodošel na Rdeči stol v Alumni Connect podcast. Super, hvala lepa. Moram reči, da je nekaj posebenega priti znova v neke prostore, kjer si preživel veliko svojega življenja oziroma kar nekaj svojega življenja in ja, z veseljem. No, zdaj, ko si glih izpostavil, da si veliko časa tukaj preživel, me pa zanima na začetku sploh, zakaj si se odločil za študij na ekonomski fakulteti? Jaz sem zelo hitro vedel, da mene privlačijo te ekonomske teme, da so mi blizu poslovanje, management in te stvari. Sem dosti kmalu to razumel in odločitev za to, da grem na ekonomsko fakulteto, ni bila prav dosti težka. No? Tako da je bilo dosti enostavno vedeti, kaj. Kako ti je pa pol bilo v bistvu, ko si sem prišel dejansko študirati? Zdaj videl sem, da si zaključil in dodiplomski in podiplomski študij, pa mogoče najprej Ja, jaz sem v bistvu takrat opisal smer management. No. Mi smo bili pravzaprav prva generacija, ki je bila po bolonjskem programu, tako da smo bili deležni malo te transformacije. Tako da mislim, smo se vsi takrat zelo veliko naučili, ker je bilo to pravzaprav malo, so bili programi dejansko malo preoblikovani, no, ker sem tudi kasneje to razumel. Ampak mislim, jaz imam zelo lepe spomine na tisto obdobje, tako da jaz se ogromno naučil. Je pa tudi res, da lahko rečem, če bi danes študiral, bi študiral ful bolj zares in bi mogoče še več odnesel od študija kot tazga. Ko par let delaš, potem rečeš, ti mogoče še enkrat malo prebral. Ne? Tako da. Študiral bolj zares v smislu, da bi kaj bolj obiskoval predavanja? Mislim, da bi boljše razumel vsebino kot tako. Tudi kakšne vaje več obiskal. Ampak očitno si imel pa dobro v času študija, glede na to. Ja, glede na nisem bil na vseh vajah. Ne, se hecam, ampak predvsem jaz mislim, da kako razumeš nek material, mislim, neko vsebino, nek učni program, kako ga znaš pol aplicirati, je razlika. No. Potem, tako da, ja, tako je. Je dobro, zdaj na začetku v uvodu, ko sem rekel, da imaš tudi svoj podcast, Bin Rumeni stol. Me najprej sploh zanima, odkje je ideja za ta podcast, kakšne tipe gostov vabiš in pa kaj je v bistvu neka rdeča nit tvojega podcasta? Ja, to je malo ta B ali pa BI na rumeni stol je malo igrica z besedami, ne? Tako da lahko na en način povem ali pa na drug način. Ne? B na rumeni stol, torej prideš na rumeni stol ali pa BI na rumeni stol. Ne? Se pravi, mi se ukvarjamo z Advanced Data Analytics, ne, se pravi napredne analitične storitve delamo, ki jih v svetu poznamo predvsej kot pod neko marelo business intelligence. Ne. Torej BI je pravzaprav proces avtomatične obdelave podatkov, zajem iz podatkovnih baz, zelo različnih v eno centralno bazo, ki rečemo podatkovno skladišče ali pa danes bolj govorimo o podatkovnih jezerih, ne, in potem na tem naredimo potem neko uporabniško izkušnjo branja kazalnikov in tako naprej. Ne. In ja, zakaj je BI na rumeni stol, pravzaprav podcast nastal, je predvsem zaradi tega, ker je še vedno veliko neznanja na tem področju, nepoznavanja. In mi imamo velik interes tega, da dobre prakse ljudi, ki so se transformirali s pomočjo BI-ja, torej da so se neka podjetja transformirala, tudi z našo pomočjo, ne, da to pravzaprav nekako šeramo, delimo z ostalimi in da se mogoče kdo dobi kak navdih, kako mogoče pristopil k reševanju svojih izzivov. Ne. Tako je nastal pač ta podcast. Ja, super, jaz moram priznati, nisem pogledal razen epizode z našim profesorjem Matejem Černetom, ki si ga gostil nekaj časa nazaj. Me pa zanima v bistvu, ko si rekel, da hočete predstaviti, se pravi, uspešne zgodbe implementacije BI oziroma tega business intelligence v podjetja. Kaj pa večinoma povejo gosti, ko pridejo mogoče z začetka samem procesu implementacije, kako oni gledajo na ta segment? Ja, mogoče se navežem na Mateja. Ne?
Matej je, z Matejem se poznava iz teh študijskih časov. Jaz sem nekaj časa tudi na ekonomski fakulteti sodeloval pri vodenju vaj iz segmenta Human Resource Management in z Matejem se poznava iz tistih časov, ker je on tudi on je potem šel to bolj akademsko pot, jaz malo bolj poslovno, ne. Tako da mi je bilo zelo fajn, no, da malo te svoje stare prijatelje srečam, pa da naredimo še kakšen prispevek, ker dela se mi zdi fantastične stvari. Tako da zdaj pa, vprašanje je bilo? V bistvu zanimalo me je, ko si rekel, da vabite goste, da želite v bistvu predstaviti uspešne zgodbe, nekih implementacij oziroma kako podjetja dojemajo z vpeljavo BI orodij oziroma z business intelligence. Mislim, probamo izbirati različne profile, različne zgodbe, no, ki so bile, to je bila zdaj tudi, posneli smo par epizod, tako da se tudi zdaj sprašujemo, kako naprej in do zdaj smo tako zelo univerzalno pokrivali različna področja oziroma različne zgodbe, tako osebne kot skozi vidik rabe podatkov, ne. Mislim, da bomo zdaj šli pa malo bolj v detajle posameznega področja, pa bomo probali kakšne kazalnike res razdelati v tistem segmentu, no, tako da to je pa malo vizija, no. Super, jaz upam, da bo uspeha, čim več uspeha pri nadaljnjih epizodah. Zdaj pa veliko smo načela to tematiko podatkov, podatkovnih jezer, bazenov, kakorkoli temu rečemo, pa me zanima, ker si sam ustanovitelj in pa direktor podjetja B2BI, poslovna analitika. Kaj je to, kako jo razumemo, kaj to za sabo potegne, ko jo podjetja implementirajo, pa dajmo tako čisto najprej en splošen okvir, za to, da bojo naši poslušalci, če so nevešči o teh stvarih, razumeli čisto tisti osnovni, kot da bi razlagali nekemu laiku, potem pa lahko malo bolj globoko v ta segment. Mogoče, zakaj je meni ta svet tako privlačen, je zaradi tega, ker v bistvu združuje tehnološki vidik, pač visoke mislim, zelo napredne tehnologije, ne. Ta svet se res izjemno hitro razvija, ne, se pravi, področje poslovne analitike oziroma podatkovne analitike je eno najhitreje razvijajočih se verjetno področij na svetu v tehnološkem smislu, ne. In na drugi strani ta vsebinski vidik rabe te tehnologije, ne. Namreč, ko imaš neko podjetje, ne, ki je malo večje, ne, pa niti ni treba, da je zelo veliko, ne, se začne ali pa ni treba, so samo podjetja, ne, lahko so tudi, ne vem, razne, ne vem, nevladne, vladne strukture, karkoli že, ne, se ti začne dogajati, da se toliko enih dogodkov dogaja, ne, da nihče ne more več razumeti čisto točno, kaj se dogaja, ne. Ker če si ti en obrtnik, pa sediš v eni delavnici, ne, pa imaš 3 kolege, ne, ti vidiš, kaj kdo dela, vsak dan se vse pogovorimo in tako naprej in imaš, se pravi, celo sliko, realno sliko, kaj se dogaja, ne. Ko pa ti enkrat posluješ na ne vem koliko poslovalnicah, z ne vem koliko produkti, z ne vem koliko dobavitelji, partnerji in tako naprej, ne, je teh dogodkov tako veliko, ne, da ti v bistvu pravzaprav ne moreš te sinteze narediti kvalitetno, ne. In kaj se pride potem do situacije je, da zaradi tega, ker je tega toliko veliko, ne, padeš kot odločevalec v neko frustracijo, ne, in pol pač gre na ta ego mode, ne, se pravi, saj, kolikor am rekel, pa bo, ne, tof, ne, in potem se dela ločnica med tem, ne, koliko si prodoren, ne, menedžer, koliko si odločen menedžer, ne, na eni strani, ali pa na drugi strani, ne, koliko si podprt z dobrimi podatki, ker na koncu gre za prevzemanje odgovornosti do odločitve, ne. Se pravi, če rečeš, jaz sem se odločil, prav v redu, ne, okej, cool, bom šel v odločitev zato, ker pač sem samozavesten, ne, če bi tako rekla, ne. V drugi strani pa to ni tisto, kar si želiš, ne, želiš se dobro odločati, ne, in hitro odločati, ne. In zato pravzaprav potrebuješ kvaliteten input, ne, konkretno obdelane podatke, ne, zato da dobiš neko celo sliko, kakšno je realno stanje, ne. Jaz velikokrat rečem, ne, da se v firmah dogaja to, da se govori veliko o problemih, ki v resnici sploh niso veliki problemi, ne.
po hodnikih, po sestankih, pa tako naprej se razpravlja, kot da je to največji problem. Ne. Ti narediš eno konkretno obdelavo podatkov, da vidiš, že sploh ni velik problem. Ne. To je pač se nekomu zdelo, da je in je glasen in je dober v tem komuniciranju in potem je v bistvu se vsi ukvarjajo še sam s tem. Ne. In je kup enih problemov, ki so dejansko problemi in jih noben noče pogledati. Ne. Zdaj, management pa se mora odločati o stvarih, ki imajo velike vzvode in to hitro in učinkovito. Ne. Tako da kompleksnost okolja, ne, in pa dejstvo, ne, da ti moraš se pravzaprav ukvarjati s tistimi stvarmi, ki so problema, ne, kaj to je, ne, kaj zdaj to je. In ta presoja, ne, je tista, ne, vsakdo še tako, prej sem govoril o samozavesti menedžerja, ne, še tako samozavesten menedžer dvomi v pravilnost svojih odločitev. Ne. Tako da, ne, če se ti odločaš na podlagi tega, da si nekaj videl iz podatkov, ne, in se rekel, odločil sem se za to, ker je tam pa tam bil tak pa tak odklon in sem mogel narediti neko spremembo, ne, je to čist nekaj drugega, ne, kot ta, da si na nekem sestanku nek teater imel in potem si rekel, da je zadost, gremo tako naprej. Tako da, to je ta organizacijsko-tehnološki aspekt, ne, zdaj sem bolj govoril o tem organizacijskem aspektu, zakaj so podatki tako pomembni, ne, ker vedno, ko hočeš odločitev sprejeti nad ostalimi, ne, je ok, lahko greš iz te svoje kredibilnosti pa odgovornosti pa tako naprej, pa vozaš vse skupaj. Ne. Ampak če pa imaš zaupanje v tako objektivnost, pa, ne, je pa to next level. To je ena dimenzija, ne, ki se mi zdi pomembna. Druga dimenzija, ki se mi zdi pa blazno fajn, je pa tudi ta, ne, da ti v bistvu lahko marsikatero odločitev spustiš na bistveno nižji nivo. Ne. Ker se bojo ljudje lahko odločali v določenih stvareh, ne, na podlagi podatkov in to je zanesljivo dobra odločitev. Ne. To ne more biti narobe. Ne. Še z malo pameti zraven, pa gremo. Ne. Tako da se lahko kup odločitev spusti na bistveno nižje nivoje, kar pohitri odločanje. Ne. In tako postaneš data-driven. To bi zdaj ta vsebinski, ne. Super. Zdaj pa vprašanje. Ne, lahko še, mislim, ne vem, če vas zanima to. Ja, v bistvu zdaj me zanima, ker večkrat smo omenila besedo podatki pa poslovanje, zdaj pa kaj je razlika med poslovno analitiko pa podatkovno analitiko? Pa mogoče poznamo delovna mesta, kot so podatkovni analitik pa poslovni analitik. Zdaj, kaj so razlike? Je to isto? Je to čisto druga zadeva? A veš, da dok nisem tudi jaz ločil, sem kar rekel, to je in isto, ne, pa smo se malo skristalizirali, pa smo rekli, ja. V bistvu tudi so različne teorije, pa različne definicije, ampak in general je pa tako, da podatkovna analitika je tehnična obdelava podatkov. Se pravi, gre za obdelavo podatkov za kjerkoli namen že. Ne. Poslovna analitika se pa bolj ukvarja z analizo procesov. Ne. Output ene, se pravi, podatkovne analitike je obdelani podatki. Ne. Ta druge je pa, jaz bi prej rekel, narisani procesi. Ne. Da bi rekel, tam je output dashboard, ne, na podatkovnem delu, tukaj je pa output diagram procesov, kvadratki, odločitve, tako naprej. Razumem. Jaz bi bolj v to smer šel, ne, se pravi, tukaj se ločuje. In ko, ne, s podatkovno analitiko začneš meriti procese, ne, se pravi, podpreš poslovno analitiko, ne, pa procesno analitiko, ne, pa si kar zmagal. Ne. Ja, v bistvu boje mora biti nekako z roko v roki delovati, ne, brez enega drugo ne more biti. Ne. Ja. Zdaj pa, ker si, se pravi, vi s podjetjem pri B2BI se ukvarjate ravno s tem, z implementacijo in pa optimizacijo procesov v podjetjih, pa me zanima, odkje je sploh najprej ideja za ukvarjanje se s poslovno analitiko in pa v bistvu, kako je šlo to v bistvu prvi koraki po končanem študiju, glede na to si rekel, da si bil izvajalec vaj pri Human Resource Management predmetu. Ja, ta prenos znanja bi meni kar tudi vedno ljubno. To sem tudi rad delal, mislim, je fajn mi je. Še danes grem rad na kakšne konference, pa kakšne odpredavam, pa kakšne. Zdaj smo se celo dogovorili z vašim centrom za poslovno odličnost, da bomo sodelovali pri enem programu Prodajna akademija, tako da z veseljem. In ja, ta prenos znanja mi je pač, ja, rad delam to stvar in se mi zdi fajn, da če nekaj veš, da lahko predaš naprej. To je ena dimenzija in to, da sem tukaj na EFA-ju
pač par let sodeloval pri Human Resource Managementu predmetu. Je tudi mislim, da je to bilo malo soopadalo tudi, da sem na B2 začel kot predavati, najprej kot asistent na tečajih, računalniških tečajih pa tako naprej, ne. Pa sem malo napredoval predavatelja in sem pokrival področje poslovne statistike, financ in tako naprej. To so tečaji, ki so v bistvu namenjeni dvigu kompetenc. Čisto konkretno smo dvigovali Excel kompetence, pa ta malo vsebinski vidik, ne. Zmeraj je bilo nek preplet teh dveh področij, ne. Tako da na tem področju sem jaz pol tam v ene parih letih kar hitro odpredaval ene 5-6 tisoč ur in obiskal kar veliko slovenskih podjetij. In zanimalo me je, kaj delajo, kaj rešujemo njihov problem. In tam sem jaz nabral kar veliko enih izkušenj, kaj v realnosti ljudje rabijo, no. Tako da passion do tehnologije, menedžmenta, tega prenosa znanja, vse skupaj nekako, ne. In pa enega momenta, ki je prišel Power BI, ki ga je Microsoft lansiral, pač novo analitično orodje, ne, ki je bil pač, takrat sem jaz rekel, to je super advanced Excel, ne, ki je omogočal nek bistveno boljši pristop k vizualiziranju podatkov, ne. Sem rekel, to je pa toliko drugače, ne, da je pa to ena priložnost. Tako vse malo zmešava, ne, dobiva eno jed, ki se je reče B2BI oziroma B2BI, kakorkoli oba slovensko pa angleško verzijo razumemo. Se pravi, potem si nekako oziroma težave, ki si odkril na podlagi tega, kakšno je poznavanje oziroma razumevanje teh programov, zdaj sam v tem primeru Excela pred samim Power BI-jem, nekih udeležencev predavanj in pa potem v bistvu podjetja na drugi strani te zanimali, na kakšnem nivoju so oni pri implementaciji te poslovne analitike, potem nastalo to podjetje. Zdaj pa v bistvu me res zanima, kako so podjetja v Sloveniji z implementacijo teh orodij za poslovno analitiko na našem segmentu, oziroma v kateremkoli segmentu. Ja, to je zdaj neka tržna analiza potenciala trga, lahko rečem tako, ne, če z našega aspekta gledam, zelo malo podjetij ima to urejeno na res zglednem nivoju. Zelo malo. Sami, zdaj, je pa tako, ne, zato mogoče bom drugače odgovoril, ne. Gre za zrelost, koliko imaš, ne. Se pravi, da če mene vprašaš, a ima nekdo res dobro, ne, pridemo kaj in pa rečemo, da je lepo narejen, to je to. Keep it, ne. Potenciali so mogoče pejto predictive, pejto, ne vem, nikoli ne moreš priti do konca, ne. Ampak brez analitike pa ni noben, ne. Ampak v praksi je pa še vedno glavnino zgleda to tako, ne, da ne vem, nek odločevalec, direktor enega področja ali pa generalni direktor, ne, reče, lej, kaj bomo mi tule, to, ne vem, če se navežem naprej, ne, a je tu problem ali ni problem, ne. In pa pokliče tam v nek analitični oddelek in reče, lej, mene zanima to pa to, ne. In pol se tam zakopljajo, začnejo rodati podatke, obračajo Excele, ene 3 dni obračajo, canka, to je dobro, po 3 dneh dobijo to na mail in evo, takole je, ne. Jaz sem se velikokrat pogovarjal, pa sem rekel, vsi smo, včasih naročim kako analizo, pa jo dobim pol čez par dni, ne, sem že pozabil, zakaj sem sploh hotel. Kar je huda frustracija teh ljudi, ki to pripravljajo 3, 4, 5 dni, kopljajo po tistih podatkih in pa pol reče, se ni, kaj sem točno že to hotel, ne. To ne moreš tudi tako, ne. To je frustracija za onega, ki je to se tam boril, ne, pa niti ne, Tako da to mora biti ta ekosistem, mora biti zelo hiter, ne. Zato moraš ti v bistvu narediti, prej sva govorila, ne, zajeti podatke v data warehouse, imeti tam obdelane, prečiščene in toliko pripravljene, da ti lahko v bistvu v nekaj minutah odgovarjaš na vprašanja, ne. Ful dobro je še, če imaš ti v bistvu data design že tako narejen, da on sam klika po tistih grafih, ne, na način, da si sam bere in interpretira stvari, ne. Ti se usedeš nekam na kavo, malo razmišljaš, ko sem šel malo prej tukajle, pa sem se tam usedel na kavico, nekaj razmišljam, kako bi nekaj danes nekaj spremenil in tako naprej, in če malo pogledam, kako je res to, ne. Moj miselni proces šel do konca, ne. Jaz imam že odločitev, ne, brez da bi koga
klical. Ne. In, tako da, če povzamemo, ne, se pravi, podjetja so na različni zrelostni fazi, eni še zelo po Excelih rudarijo, eni so si naredili malo tako, da se kakšne stvari obdelujejo avtomatično, a ne, eni so pa tudi zelo na zglednem nivoju. V splošnem pa brutalno veliki potenciali, da se ljudje premaknejo malo više stopnje zrelosti. Kaj pa so mogoče razlogi, da niso na tej najvišji točki? Kaj je ponavadi problem v podjetjih, da kaj implementacija sistema, v bistvu zaposleni niso dovolj izobraženi, ne želijo? Vrnava se na BI, na rumeni stol, ne. Zakaj je na stol, ne. Seveda, ne, ti v bistvu vedno, jaz pravim, vedno se človek loti reševati problem na način, kot zna, ne. Če neko metodo, tehniko ti obvladaš, ne, to bi rekel, da mogoče najlažje, če ti znaš nekaj programirati v Pythonu, ne, boš rešil to s Pythonom. Če znaš nekaj v C-Sharpu programirati, boš pa v C-Sharpu rešil, ne. Saj ne vem, a je določeni problemi so bolj za Python, bolj za en drug programski jezik, ne. Ampak rešil boš s tistim, kar znaš, ne. Pa tudi, če ni optimalno, ne. Tako da pač zatekaš se s tistim, kar znaš, ne. Torej, limitiranje znanja, poznavanja je ključen problem, ne. Se pravi, če ti veš, da nekaj obstaja, kako je ta izkušnja, kako je, potem rečeš, ok, mogoče bi tudi to rešil, ne. In ko enkrat to dojamaš, začneš reševati probleme z podatki. Ja, ampak, če sem zdaj prav razumel, pač vi ste striktno usmerjeni s tem, da implementirate Power BI. Tako, in vse, kar je potrebno za to, da Power BI sploh lahko deluje, ne. Se pravi, Power BI je pravzaprav BI tool, kar pomeni, da mora nekje zajeti kvalitetne podatke, ne. On je vizualizacijsko orodje, ne. Za to, da pa ti lahko kvalitetno vizualizacijo narediš, rabiš kvalitetne podatke, ne. Vsak bo rekel, ne. Ti meni lahko daš podatke, če ni prav, prosim, ne mi jih raje dajati, ne. Se pravi, single point of truth in kvaliteta te resnice, ne, je ključna, ne. Tako da mi nekako dva stebra imamo, ne, se pravi, to je ta BI, ne, layer, ne, raba podatkov in pa priprava podatkov, torej ta data warehousing, ne. Tukaj je zdaj pač Fabric v Microsoft svetu, v tehnološkem svetu, ne, mi pač uporabljamo Microsoftove tehnologije. Pač ne moreš vsega uporabljati, zbereš si neke tehnologije, katerih si pač probaš biti čim boljši in najboljši, in mi smo pač izbrali te tehnologije in za ta warehousing je danes magična beseda Fabric. Tako da. Kako pa podjetja pridobivajo te podatke, oziroma so vsi, rekel si, da je to najbolj pomemben aspekt, ne, da če želimo imeti dober output, da bi podatki zelo korektni, konkretni. Ne vem, se pa zdi, da še dosti podjetij, vsaj tisti, ki sem jaz delal, pa ne zdaj, da je karkoli z njimi narobe, je dosti te kombinacije med delo na list, pa mogoče malo Excela, pa mogoče pol še kombinacija kakšnih drugih programov. Kaj v bistvu, kako tukaj bi naj podjetja postopala z oblikovanjem teh prvih podatkovnih baz? Dobro, ne. Kvaliteta podatkov je odvisna od dveh stvari, ne. Eno je, ali sploh obstajajo kvalitetni podatki, in drugo je, ali so pravilno obdelani. Se pravi, včasih so pravilni podatki v bazah, pa niso pravilno obdelani, ne. Pa prideš, ne, to v praksi pomeni, da mi skozi proces predelave podatkov iz izvorne strukture v to, da je primerna za analizo, zdaj zelo preprosto, ne. V podatkovnih bazah ti imaš, ne vem, nek SAP ali pa nek Navision z Dynamics 365 in tako naprej, to je v ozadju po nekaj tisoč tabel. Se pravi, v konceptu zbiranja podatkov, razvoju programskih rešitev, velja pravilo, da vsak podatek moraš zapisati sam enkrat, to pomeni, da moraš pa v ozadju zelo razbiti na velik tabel. V Data Analytics se pa ukvarjamo ravno z obratnim procesom, torej moramo pa združiti v čim manj tabel, v katerih imaš lepo zložene tiste podatke, da potem hitro obrneš nek pivot, ne, tabelo, vrtilno tabelo, v Excelu ljudje poznajo, ne. Zdaj ta orodja grejo pa še malo naprej, ampak koncepti so podobni, ne. Tako da v bistvu imaš, torej da ponovim, ne, se pravi, lahko so podatki v osnovi narobe v bazah, ne, ali pa so narobe obdelani.
pol pa obstaja še polje, da je podatkov pa sploh ni, kar si lepo rekel, ne. Tam pa prideš v problem tega primarnega digitaliziranja, ne. Se pravi, a je organizacija sploh digitalizirana, sploh zbira podatke in tako naprej, ne. Zdaj, spet tukaj so različne nivoji zrelosti firm, ampak jaz bi rekel, da vse ni tukaj grozno, no. Na področju digitalizacije so brutalni potenciali, ne, zajema novih virov pa tako naprej, ampak podjetja kar nekaj procesov imajo digitaliziranih ali pa ključne procese imajo digitalizirane. Tako da to je treba zajeti, obdelati, uporabljati, dograjevati. Ko enkrat gradiš nek analitičen portfelj oziroma neko platformo, tudi končno vidiš sploh, katerih podatkov pa sploh nimaš. Ko rečeš, jaz bi proces rad meril, ne. Pa reč, ni podatka, no, to je odličen pokazatelj, da nekaj nimaš digitalizirano. Veš, ko me zanima, ko si prej rekel, da smo se pogovarjali tudi o tem, human resource management, se pravi kadrovanje. A tukaj mogoče zaznavaš kaj, kakšno korelacijo med tem, se pravi, kakšen je tip zaposlenih v določenem podjetju in pa kakšna je nagnjenost k temu za neko implementacijo, pa da so nagnjeni k digitalizaciji in pa mogoče tem novim pristopom sistemov za analitiko. Jaz zdaj nisem razumel čisto točno, zakaj so govorili, da je poklic poslovnega informatika tako perspektiven, ne. Zakaj je to tako, ne? Dejansko je v podjetjih veliko izzivov tega, da ali imaš deep tehnologijo, ljudi, ali imaš pa deep management, In ta prehod vmes je res pomemben. Se pravi, manjka ljudi, ki nekako so usmerjeni v to, da razumejo v big picture, kako podjetje deluje v procesnem in tehnološkem smislu, ne. In tudi, da so goal oriented, torej, da zaključujejo stvari, ne. Ti v podjetju moraš projekt, se ga lotiš in ga moraš zaključiti. To, da ti nek projekt uspešno pripelješ do konca, ne, pač je kar težko, ne. Treba je kar se boriti, ne. In to je kar nekaj skillsov potrebnih, da v bistvu pripelješ do konca, ne. Tako da te kadrovske vidike, ne, se pravi, kako neki ljudje znajo nekako organizacijo transformirati, narediti change management, iti iz starih vzorcev v nove vzorce, to je dejansko kar velik posel, no. Tako da, če nimaš enega pravega človeka, ki to znotraj ves čas melje in vsi ga spotikajo, vsi ga brcajo, vsi ga govorijo, da je zaletal in tako naprej, ne, ampak mora kar vztrajati in tako naprej, ne. In taki ljudje so kar za nas zelo pomembni, ne. Mi zmeraj pogledamo, ko pridemo v eno firmo, a imajo človeka, kateri, ko bo malo problem, a bo probal tam zbrati skupaj pa reči, glej, mi moramo urediti te šifrante, pa dej ureči ta šifrant, no. Pa to so zelo preproste stvari drugače, no. Tam en mora klasifikacijo urediti, pa produktne skupine poštimati, ker drugače vse tam zgleda blank, ne. Zelo bazične stvari, ne. En mora stroškovna mesta vnesti, to so tako, ne, ni to velikokrat veliko treba, ne. Treba samo pač malo akcije, ne. In brutalno lažje je, če je top menedžer poslovni informatik v svojih kompetencah, ne. Se pravi, kar jaz vidim v zadnjih parih letih, je se zgodilo, da prihajajo pač novejši, mlajši menedžerji, ki v bistvu so se že malo rodili z IT-jem ali pa jim je okej, ne, in živijo tehnološko, ne. Pa včasih pridem do kakšnega direktorja, pa ima več elektronskih naprav na mizi, ki jih imam jaz doma, ne vem, pač tako res je včasih zanimivo, no. To je super, ne, v bistvu pol za tak človek najbolj razume, kaj je v bistvu potrebno pri implementaciji takih sistemov pa dobri poslovni analitiki. Zdaj pa ne bi rad šel mimo tega, se pravi, danes smo v času, ko se generativna umetna inteligenca zelo konzumira, veliko se uporablja, počasi se bo tudi še v večji meri implementirala v določena orodja. Pa me zanima iz tega vidika, kaj v bistvu se tukaj lahko obleta pri poslovni analitiki iz tega vidika umetne inteligence. Ja, zdaj, ki je ta hype malo popušča, ne, ta AI hype za začetek, ne, zdaj pa počasi dobivamo realne stvari, ne.
Mislim, da v našem svetu, no, ko mi razumemo, kaj je trenutna razumevanja, vizija, ne, je, da sta nekako dva sklopa. Ne. Eno je ta generativna umetna inteligenca, ne, s tem je LLM, ne, se pravi Large Language Modeli, ne, kot je ChatGPT in tako naprej. Ne. In drugo so ML modeli, se pravi Machine Learning modeli. Ne. Sej na nek način oboje že poznamo kar dolgo, ne, samo zdaj je pač ta preboj se zgodil, da zadeva vedno bolj uporabna. Ne. In oba aspekta sta izjemno pomembna. Se pravi, da mi v podatkih, ne, probamo iskati korelacije in z njimi potem pravzaprav reči, da to je povezano s tem, to je s tem. In probamo s temi stvarmi forecastirati. Ne. To zrelejše organizacije, prej so se pogovarjali, koliko si zrel. Ne. Zrelejše organizacije lahko grejo v višje sfere rabe podatkov, ne? In to je, da potem začneš te machine learning modele testirati. Ne? In današnje tehnologije, ne, so fenomenalne, prej sem rekel Fabrika. Ne? Ti rečeš, ok, ti imaš nek lake, ne? In ti rečeš, ok, cool, jaz imam tele podatke, tako malo imam obdelane, ne ful, ni treba zelo, ne? In pa imaš tam tako še enih 10 modelov in rečeš, daj poglej, kjer v teh 10 je pa dober. In tako on pa zmilje, ti zaračuna 100-200 evrov, ampak ti tako v 15 minutah reče, lej, ta model je ugotovil s tako verjetnostjo, da pije vodo. Ne vem, recimo primer, da sem lažje predstavljala, imaš recimo terjatve pa obveznosti in hočeš videti, ne, kdaj bo kaj plačano oziroma kje boš imel težave recimo v cash flowu. Ne, recimo, to je super zadeve, imaš kup zgodovine, kako je nekdo imel nakupne navade oziroma plačilne navade in v bistvu lahko nekaj pogrunta in nekaj napoveduje, ne, kje bojo riski. Ne. In to v parih minutah lahko dobiš tako analizo, ki je hudo statistična obdelava. Če bi to šel delati v lastnem okolju, bi mogel en kup Python knjižnic inštalirati, testirati prvo metodo, drugo metodo in tako naprej. V najboljšem primeru bi prišel en zelo dober inženir z matematičnega faksa, statistik, super, po enem mesecu nazaj. Zdaj pa poračuni tistih 100 evrov proti temu, da je, pa ne veš, a bo kaj ali ne. No, se glede tukaj mi pa muč vprašanje, a je muč kaj straha oziroma a se bo zgodilo, da bo recimo to zamenjalo kakšno delovno mesto, da ne bomo več rabili takšne osebe, ki bo postavljala te advanced analize in bo to v bistvu za par 100 evrov naredila umetna inteligenca. Mislim, predvsem bomo lahko naredili tega zelo veliko več. Ne. Jaz bi bolj tako razumel, mi praktično tega nimamo. Ne. Tega je tako malo, ne. To so samo mogoče kakšna ta boljša podjetja si privoščijo kakšne malo raziskovalne projekte, ne, pa rečem, mi bomo tudi malo probali, ne, pa lahko malo javnosti povejo, ne. Ampak v resnici v realnosti tega je relativno malo, ne. In mi pa rabimo to spraviti na sleherni biznis, ker drugi pač to bojo po svetu počeli, če smo mi biti konkurenčni, ne. Bo treba biti tukaj zraven, ne. Tako da ne, mi smo do zdaj 5 let obstaja podjetje, vsako leto povprečna rast je, mislim, da tam okoli 35-40% po revenueju, trenutno nas je malo manj kot 40 in nimamo občutka, da bi mi v bistvu izgubili trg, ne, ker mislim, ta trg se šele odpira, ne. Praktično mi imamo v portfelju res naprednih organizacij, ne, pa se še ben s forecastingom prav dosti ne ukvarja. Ne. To so taki potenciali. Ne, mislil sem bolj na vidik organizacije, se pravi, da je že neko podjetje zelo napredno pri poslovni analitiki in v bistvu ne bojo več rabili osebo, ki bo skrbel, da bo urejal te baze oziroma pripravljal poročila, ampak bo to nekdo naredil z enim klikom z umetno inteligenco. Ja, se pravi, ne, zagotovo se bojo ti procesi bistveno pohitrili. Ja, tehnologija bo prišla tukaj, da bo določene stvari, ki smo jih včasih počeli, res kar naredila. Ne. Kako boš razumel, kaj je v resnici naredilo, kaj se je tako, ne, to pa mislim, da tukaj bomo pa blazno veliko znanja še potrebovali, da bomo to res lahko zaupali. Ne, se pravi, ko bo nekaj ven prišlo, a ne, na podlagi česa si mi zdi, a ti verjamem, ali ne, a je to res, ali ne. Tukaj na tem interpretacijskem in v smislu,
kako je sploh prišlo do rešitve, ne? Torej bolj inženirskim kot vsebinskem vidiku bomo mogli grozen veliko delati, da bomo razumeli, kaj pravzaprav je ta stvar naredila. No. Mogoče malo bolj plastično. Ne? Ti danes v ChatGPT nekaj vpišeš, ne? In on se ve. Ne? On se zna. Načeloma. On se ve. On se vedno predvsej odgovori na način, kada je sveto prepričan, da je to res. Pol pa ti, ko malo pogledaš, pa imaš nekaj izkušnje, pa rečeš, tole ni čisto res, da ti bom še tole malo rekel, a lahko še to pogledaš. Ne? Ja, pa že pač mogoče res priješ do nečesa, kaj je res dobro. Ne? Jaz to dosti uporabljam, ampak vem, da moram zmer malo kritično pogledati na to, kar sem dobil. Ne? In ne vem, kar slepo verjel te stvari. Ne? Tako da ti ljudje bojo vedno potrebni v zdajšnji fazi, kot smo, da ga bojo znali usmerjati, da bojo znali pravilno prompte pisati, da bojo znali ga pravilno vprašati, kaj sploh naj naredi, kako naj določene stvari pripravi. Tako se mi zdi, da je tukaj polje neznanj še veliko. Zdaj pa veliko smo rekla v orodjih, pa to, smo rekla v Excelu, Power BI-ju, je Excel že čist pa se, a je še, oziroma kakšen je. Vem, da večino podjetij uporablja Excela, kot še mogoče iz preteklosti, ki je bil neko najbolj napredno orodje za takšne zadeve, pol je prišel Power BI, pa me zanima iz tega vidika. A Excel pa si? Ja. Ma ne, to Excel je top. Excel je v bistvu predober. Mi imamo težavo v tem, da je Excel predober. In ljudje delajo v Excelu tisto, kar je za delati v Excelu in tisto, kar ni za delati v Excelu. Pa je problem, ker naredijo kakšne stvari noter v Excelu, da bolj, a veš, pa rečejo, joj, ta Excel se ne odpre več, zdaj moramo nekaj spremeniti. To enih formul in to enih prepletov, da več ne razume, ali pa da je en odpoved, pa rečejo, mi ne razumemo, kaj ta Excel sploh počne, do zdaj je delo, ampak da moramo nekaj. Se pravi, Excel je včasih predober, jaz rečem. Je pa, ker ti uporabljaš podatke, pa gledaš podatke za nazaj, pa ti gledaš, ne vem, prodajo, nabavo, proizvod, na različna področja in pa to malo združuješ, se potem blazno polje, potencial rabe podatkov, ko so delno obdelani in jih ti hočeš malo po what if narediti, Vendarle te BI tooli so narejeni tako, veš, oni obdelajo in ti na telefon vrže dashboard in reče, taka je cifra. Lahko ti tudi reče, taka bo cifra, tudi to lahko. Ampak tukaj je pa majčkeno togo vseeno, kaj pa če bo tako, pa če bi jaz tam malo popravil tele procente, pa malo tega formul, tukaj to neko agilnost blazno fajn dobiš. Tako da meni je kombinacija, se pravi, da ta njegova fleksibilnost, ki ga daš v ekosistem, in se klopaš z njim kot enim odjemalcem podatkov iz podatkovnih skladišč, in bolj tam začneš še malo to v te različne podatke skupaj združevati in modeliraš, amazing. Zdaj pa velikrat mislim, jaz sem dobil že kar nekajkrat vprašanje, se pravi, sem dobil že kar nekajkrat vprašanje na raznih razgovorih, kakšno je moje znanje Excela. Zdaj pa gotovil sem tudi, da podjetja pojmujejo, kaj je neko napredno znanje Excela ful drugačne. Kaj bi ti rekel, da je tisto neko osnovno znanje, neko sredinsko znanje in pa res napredno znanje Excela ali pa takšnih podobnih programov? Zdaj si me z mislimi odpeljal ene par let nazaj. No pa dejva. Včasih smo tako res rekli, če smo hoteli izvedeti, koliko nekdo z nas postavi ene dve, tri vprašanja, pa si rekel, recimo, poznaš VLOOKUP funkcijo, kako pa kaj vrtilne tabele, a veš, kaj je to vrtilne, pa ti vrtljivec tabele sem pa že slišal, pa si rekel, nekaj je že slišal res. Par takih vprašanj, včasih je bilo, recimo, makroje poznaš, je bilo že ful super advanced, a poznaš Solverja, tako naprej, to je bilo hudo, ful znano, mislim, se pravi, Solver je orodje za what if delati, pa za tako makroji so za avtomatizacijo določene obdelave podatkov, vrtilna tabela je pa, imam seznam podatkov in iz njih hočem narediti nek povzetek, torej hiter preračun. VLOOKUP povezuje več tabel skupaj, tako da, in to so bili pač neki koncepti, ki so bili razumljeni kot zelo napredno znanje.
Osnovno znanje je bilo pa, a znamo nekaj sešteti, znamo malo te funkcije uporabljati, a znaš kak if narediti in tako naprej. No, to če tako rečeva, da to bi že skoraj moglo biti. Aha, se pravi, tudi danes še to velja vedno za napredno znanje ali v bistvu zdaj že... Jaz mislim, da ja, ker sami koncepti se niso kaj dosti spremenili. Danes smo dobili ta orodja, ki grejo, se pravi, ta Excel je tučal proti BI orodju, in Excel je eden element v BI okolju. To ni, kar so se že prej rekel, se pravi, ni cilj, da ti eliminiraš Excel. Cilj je, da z Excelom začneš uporabljati podatke iz okolja in da malo pomodeliraš, in ko zmodeliraš nekaj novega, nekaj uporabnega, ki služi tudi ostali, vržeš to v inženiring, BI inženiring, rečemo mi, da potem v bistvu to vsi vidijo v organizaciji in je vsem dostopno in vsi lahko uporabljamo in prodamo to svoje znanje ostalim. To je nek proces. In Excel zelo pomaga recimo kontrolingu, ki se preklaplja na data warehousing, zato da kontrolira, je vse ok. Tukaj so tako. No in ta orodja, smo dobili zraven noter tudi neke dodatke v Excelu. Recimo Power Query je orodje, ki ti omogoča, da v bistvu se navežeš na direktno podatkovni vir in narediš neke korake obdelave podatkov, in potem dobiš te podatke obdelane v Excel in potem on narediš naprej te vrtilne tabele in tako naprej. Tako da je in zdaj bi danes rekel, jaz mogoče Power Query poznaš, znaš M-language in tako naprej, v zadju je ta stvar in bi to bilo meni impresivno, če bi nekdo tako rekel na razgovoru. In bi zagotovo dobil službo. Super. Ja, drugače pa tako, da je pač pri kadrovanju ključno, kakšen je attitude posameznika, kakšne so predispozicije posameznika, a zna Power Query ali ne, je pa stvar tipično teh ljudi, ki jih mi zaposlujemo nekaj ur. Se da vse naučiti v bistvu. Zdaj pa, če se malo odmaknemo še za proti koncu najnega pogovora od te poslovne analitike podatkov. Prej si omenil, da zelo rad nastopaš, da ti je to nekako te driva tudi predavanja, učenja novih znanj ljudi, ki se udeležujejo takšnih dogodkov. Odkje to črpaš oziroma odkje je to prišlo? Mogoče zaradi tega, ker si tukaj začel na faksu že kot asistent na vajah oziroma ali si imel to že kakšno mislim, v bistvu željo že odprej. Pa nisem ko razmišljal, odkje to imam. Pa odkje, ko pa vem. Mogoče je tako, da se ljudje vedno rodimo s kakšnim talentom, pa s kakšnim netalentom. Se za kakšne stvari se jih pa zogibam nadaleč. Tako da nečem si dober, ja, pa misliš, da si dober, da tako rečeš. Ne vem, nekaj ti je fajn delati, pa to rad delaš, pa se mi zdi, da za vsakega to ful pomembno, da se najdeš, v čem, kaj rad delaš in ti boš verjetno lahko delal tudi dobro. Tudi recimo v tem vodstvenem smislu, jaz se zelo probam razmišljati o tem, če nekomu nekaj ne gre ali pa tako, zakaj pa mu ne gre, zakaj silimo neke ljudi pisati tekste, ki so čist ničim ne gre to, jim res ne gre, pa porabijo noro količino časa za to, da napišejo, ne vem, en mail mogoče, pa zakaj učimo neke ljudi, da morajo nekaj delati, Neki so vse neke bazičnosti, ki jih moraš, ampak nekaj je pa, ja, sirati v tistem, tako da meni je to fajn početi, fajn mi je z ekipo razvijati določene ideje, prebijati neke koncepte, da bom konkreten. Mi smo se zdaj kakšno leto pa pol veliko ukvarjali s tem, kako pravzaprav napovedovati prihodnost, ker to je tisto, kar management res potrebuje, Se pravi, preteklosti spremeniti ne moreš, prihodnost lahko spremeniš. In če ti jaz povem, da se ti v prihodnosti nekaj dogaja, tazga slabega ali pa dobrega, te lahko pripravim na to, Zdaj, kako pa ti nekomu to poveš, Kako pride do tega, Ko ne jaz kot analitik, če se dam v to vlogo, boljš vem, kaj tebe čaka, kot pa ti sam, Ko ne jaz to,
To je bilo vprašanje. Ne? In pa smo investirali ogromno v te, prej smo se pogovarjali o machine learningu, pa o teh generativnih modelih. Ne? No, tam bi še lahko dodala, ampak dajva se držati. In se pravi, kako naj ti jaz to sprediktiram? Kako, ne? In smo investirali kar dosta v te algoritme in nismo bili tako zelo uspešni, ne? Ker ti rabiš v ozadju brutalno velike vzorce, zato da ti neke zakonitosti lahko prepoznaš. Ne? Tako da mi smo pa tukaj neke koncepte najdeli, kjer zdaj vendarle vemo, ne, kako zajeti znanje ali pa informacije iz ljudi, iz trga in to se skupaj spraviti v model, ne, ki potem lahko zvizualizira, kje bi hipotetično lahko prišle težave. Ne. In tukaj to pa pol hočemo preveriti še da zaključim tisto zgodbo, ne, se pravi z learning modeli, ne, z LLM-ji, ne, se pravi Copilot, ChatGPT in tako naprej, ne, bojo pa še pogledali, ali je nek plan izvedljiv, ne. Če so v praksi, ti si zajel od prodajnega ekipe, recimo, da boš na nemškem trgu v enki industriji rastel 20%, ne, on je šel pa malo pogledat, pa je rekel, da vsi ostali pravijo, da ne, ali pa še boljše, ne, ne vem, upadajo naročila ali pa število klikov na nekem segmentu, na neke ključne besede, na neke tako naprej, ne, ti pa forecastiraš raste, ne. In tam ti mi hočemo zdaj dati, ti si forecastiral rast, ne, ampak ne vem, neki signali iz okolja, ki jih oni lahko preberejo, ne, pa pravijo, da ne, ne. Ogromno člankov se je pojavilo s tem, da umetni materiali iz tega pa niso več okej, ali pa neki whatever, ne. Ti pa ful investiraš v to. Daj mogoče premisliti o tem še enkrat, ne. Tukaj pridejo potem ML in to vse skupaj, no. Da se vrnem nazaj, ne, se pravi, ko leto pa pol študiraš, ne, s celim timom, kako to obrniti, kako to narediti, ne, in pa prideš do nekega summaryja, ga je lepo iti nekam povedati, pa reči, tole smo pogruntali, kaj se vam zdi. Zato je v bistvu meni passion iti na kakšen keynote pa kaj povedati. Je se pravi pol tudi, to je ena taka dobitna kombinacija, se pravi dobro v tem primeru analitično znanje in pa komunikacijske veščine, da v bistvu na koncu naredimo en tak zaključen paket. Ja. Zdaj pa mogoče za konec ena zaključna misel, ki bi jo podal ne samo študentom, ampak osebi, ki mogoče jo zanima poslovna analitika. Ja. Kaj so neki koraki, ki jih naj naredi na začetku? Mislim, data analytics je en tak zelo specifičen svet, no. Jaz rečem, da ki smo taki, ki smo, ki se družimo s podatki, smo malo taki posebni ljudje, ki nas to veseli. Ko ti odpreš številke, pa ti jih s strastjo analiziraš te številke, to pač moraš imeti v sebi, no. Če se ti to ni blizu, potem boš težko to kar naenkrat pa vzljubil, pa ne, tako, pač če si tak človek, je mislim, da če pa si, je pa to eno področje, ki ima tak nor razvoj, milijoni, če ne milijarde se investirajo v segment, da dobivamo danes tehnologije, ki so res cool, in vlagati v kompetence na tem segmentu se mi zdi tako res, če imaš passion do tega, se mi zdi res pametna poteza, no. Tako da in jaz tako za ljudem, ki mogoče se malo razmišljajo, da bi se s tem ukvarjali, in podjetjem, sistematično je treba graditi te analitične kompetence, zato da bomo vse skupaj lahko sploh razumeli, kako uporabljati, kako razvijati, kako te tehnologije vse uporabljati. Že to je nor potencialno. Samo razumeti, kaj šele implementirati. Evo, Rok, najlepša ti hvala za tvoj čas, za vse misli, ki si jih podal, in pa jaz ti želim še veliko uspehov naprej na tvoji poslovni poti in pa seveda, da pri podcastu. Hvala lepa. Hvala za vabilo.